lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in z vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, oziroma ni nujno, da vse namenjeno tebi. Sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar in za vsak teden posebej. Kot mesec februar imamo tukaj karto svečenica. Torej, zelo pomembno bo, da v februarju ovni zaupate vaši intuiciji. Poglejmo prvi teden februarja, imamo paža kelihov. Tukaj v bistvu gre za nek nov začetek, nekaj novega, mogoče ste nekaj že začeli, pa boste tukaj v bistvu nadaljevali, nadgrajevali. V drugem tednu imamo kolo usode, neka velika sprememba bo na obzorju. V tretjem tednu imamo pravico, torej nekaj se bo postavljalo v ravnovesje, neke stvari, ki ne funkcionirajo, bodo dobile neko stabilnost, neko pač ravnovesje. In v četrtem tednu imamo kralja palic, zelo močne energije, zagon, strast, tako da super. Ok, to je to. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo v vaših življenjih. Zdaj, kot srednji dogodek meseca februarja imamo karto luna obrnjeno narobe. In s temi kartami bomo pogledali lekcije vašega meseca in lekcije za vsak teden posebej. Kaj je tisto, kar boste mogli v tem tednu spoznati, se naučiti? Kot osrednja lekcija meseca imamo desetico palic. Torej, naučiti se boste morali, oziroma vaša lekcija bo, da nekaj zaključite, mogoče nekaj, kar vas že dolgo časa bremeni. Ok, poglejmo. Najprej bomo pogledali splošno februar. Kot sem že rekla, bo v februarju zelo pomembno, da zaupate vaši intuiciji. To gre tudi za take stvari, ko se recimo zgodijo neka naključja v naših življenjih. Neko naključje, recimo greš nekam in po naključju srečaš nekega prijatelja, ki ga že dolgo časa nisi srečal. Ali pa slišiš neko pesem, ki je že dolgo časa nisi slišal. Ali pa tako nekaj pomisliš in glih potem se to zgodi, ali ne vem. Se pravi, vsa naključja, ki se bodo dogajala v mesecu februarju, so v bistvu vaš kot nek kažipot, oziroma naključja nikoli niso zares naključja. Naključja pridejo v naša življenja zato, da nas usmerijo na neko določeno pot, recimo. Zdaj, ne vem, če se zgodi, da srečate nekega prijatelja, ki ga že dolgo časa niste srečali, morda ima on za vas neko pomembno novico, ali pa mogoče bo samo pogovor z njim v bistvu v vaših mislih nekako vas preusmeril na neko novo pot ali pa vam dal neko novo idejo. Tako da zelo pomembno bo za vas, ovne, da spremljate vse take detajle tekom meseca. Kot osrednji dogodek imamo luno obrnjeno narobe, kar pomeni, da bo v bistvu nekako v tem mesecu bo zelo pomembno, da date ven vsa čustva, ki jih držite globoko v sebi. Se pravi, neko jezo, zamero, žalost, recimo neko, kako se reče, tisto neko živčnost ali karkoli. Se pravi, vsa ta neka negativna čustva bo potrebno nekako dati na dan, se z njimi soočiti in v bistvu najti neko pot ven iz teh čustev, da se v bistvu teh čustev v telesu znebimo. In kot lekcija tega meseca imamo desetico palic, kar pomeni v bistvu zaključevanje nekega težkega obdobja, nekaj težkega, in to sem tudi zdaj v bistvu lihkar rekla, ne, ta težka čustva, ki jih nosimo v sebi, da to damo ven in v bistvu zaključimo neko zgodbo, ki nas bremeni. Ok, poglejmo prvi teden meseca februarja. Prvi teden, to je recimo prvih 7-8 dni, recimo, in tukaj imamo paža kelihov, kar pomeni, da boste ovni nekaj začeli, nekaj novega, neko novo pot. To je zdaj lahko, v bistvu, kot sem že prej rekla, lahko, da ste že v januarju nekaj začeli, pa v bistvu je bilo to vse tako nekako bolj v mislih, ampak tukaj se potem gre v neka konkretna dejanja v prvem tednu. Ker so kelihi, se bo to največ nanašalo na čustva, tako da v bistvu se nekako boste osredotočite se na to, kaj vam govorijo čustva. Če vas nekaj veseli, pojdite proti tisti poti, in tudi če čutite dvome, ampak če
če imate v sebi neko srečo, če vas tisto nekako pritegne iz nekega razloga, ta pot, ta oseba, ta situacija, pojdite tej osebi naproti, ker vam bo zagotovo prinesla nekaj lepega. Poglejmo, kaj točno se bo dogajalo. Imamo 9 kelihov obrnjeno, imamo paža palic obrnjenega in imamo 10 novcev obrnjeno. Zdaj vse 3 karte tukaj so obrnjene, kar v bistvu nakazuje na to, da so tukaj še vedno neke blokade ali pa, da so v bistvu te dogodki zelo pomembni za vas. Tukaj vidite, da boste v bistvu, morda se vam je uresničila neka želja ali pa se bo v prvih dneh februarja. Ampak je videti, kot da vam to nekako ne bo dovolj. Kot da v bistvu se vam bo uresničila želja in ko se bo vam uresničila, boste ugotovili, da to v bistvu sploh ni bilo tisto, kar ste si zares želeli. In nekako boste se spet nazaj ozirali v preteklost, mogoče iskali, kaj se je takrat zgodilo, da ste si to želeli in zakaj vas ta želja zdaj ne osrečuje tako, kot ste pričakovali. In potem imamo še 10 novcev, kar nekako nakazuje na to, da prihaja v vaše življenje nekaj stabilnega, nekaj bolj trajnostnega, pač karkoli je to, recimo zdaj, če ste samski ali karkoli, se tukaj lahko nakazuje na nekega partnerja, ki bo nekako z vami ustvarjal nek stabilen odnos, lahko gre za neko službo, se pravi, ali pa poslovno pot, da bo prišlo v vaše življenje nekaj bolj stabilnega, nekaj, kar se lahko v bistvu razvija še nadaljnjih nekaj let. Zdaj, kot lekcije tega prvega tedna imamo, vedno pozabim, kako se reče po slovensko tej karti, mislim, da je vztrajnost ali nekaj takega, in imamo 2 palic. Zmernost, evo, zdaj sem se spomnila, zmernost je karta. Torej, vaša lekcija v prvem tednu februarja bo, da nekako vse te energije, ki se bodo dogajale, vsi te dvomi in veselje, vsa ta čustva, ki bojo pripravljala vaše življenje, da to nekako znate v bistvu uravnavati, torej, da se ne prepustite preveč nekim negativnim čustvom ali pa pozitivnim, da to vse nekako držite v ravnovesju. In tudi ta 2 palic nekako nakazuje na to, da se bojo dogajali neki dogodki, ki vas bodo mogoče peljali v neke druge smeri ali pa recimo bo prišla neka priložnost, ki bi vas odmaknila od tiste želje, ampak to boste mogli nekako znati najti neko pravo ravnovesje v vseh teh situacijah, ki se bodo pojavljale v vaših življenjih. To je prvi teden. Zdaj v drugem tednu se zgodi nek velik preobrat, neka velika sprememba. To govori kolo usode. Kolo usode je vedno nek dogodek, ki ga ne pričakujemo, ki ga v bistvu ne moremo sploh nekako predvidevati. Se zgodi nekako, v bistvu ne moremo niti na njega vplivati. To se zgodi nek dogodek, ko v bistvu potem vso situacijo obrne v drugo smer. Dajmo pogledati, kaj točno se bo dogajalo. Imamo kralja mečev obrnjenega, imamo 3 mečev obrnjeno in imamo as mečev. Okej. Torej, kot sem rekla, tukaj boste mogli nekako uravnavati vse te energije v prvem tednu. In v drugem tednu je videti, da boste imeli tega dovolj. Nekako boste hoteli primiti življenje v svoje roke in tukaj boste postavili nekako neke bolj močne meje, nekako bolj boste ostri z besedami in z dejanji. Tukaj videti, kot da boste v bistvu želeli doseči nekaj in ne boste dovolili, da vas kdorkoli, kakorkoli tukaj omejuje. To sem pri vas prej govorila o teh čustvih. Tukaj je v bistvu karta 3 src, nakazuje na to, da bo konec neke bolečine. Tukaj se lahko zgodi v bistvu glih s tem, ko boste vi tako odločni in ko boste tako prepričani v neko svojo pot, se lahko zgodi, da se bo v bistvu nekaj spremenilo v vas in nekako neka čustvena bolečina, nekaj, kar vas je recimo vleklo k tlom, boste to nekako premagali in boste našli vsem teh dogodkih, boste našli nek smisel, v bistvu neko priložnost in to vam bo tudi odprlo neko novo obzorje. Vidite, da ta žalost, ki jo boste spustili iz sebe ali pa to neka stvar, na katero ste se zelo oprijemali, ker ste se bali, da jo boste izgubili,
takoj, ko boste to spustili proči sebe, boste v bistvu pred sabo videli pot, ki vas pelje do vaše želje ali cilja. Videli boste vse ovire, vse izzive pred sabo, ampak to vas sploh ne bo ustrašilo. Tukaj boste imeli v bistvu zelo veliko jasnosti v sebi, točno boste vedeli, v katero smer, katere korake ubrati v prihodnosti. In zdaj kot lekcije drugega tedna imamo karto hudič in karto osmico novcev. In ta karta hudič v bistvu potrjuje vse to, kar sem do zdaj rekla. Karta hudič govori o takih energijah, ki nas v bistvu navidezno omejujejo. To gre lahko recimo za kakšnega partnerja, ki je nekako, ne vem, na nek način omejuje ali pa ti v bistvu ima neko kontrolo nad tabo in to. In seveda, dosti ljudi si misli, jaz sem v takem odnosu, nimam kaj, ampak v resnici resnica je drugačna. Vsak ima vedno priložnost, da se umakne od nekih situacij, ki ga ovira. To je recimo lahko tudi nek šef, ne, ali pa pač neka nadrejena oseba, ki ti nekako daje občutek, da si omejen, da se moraš prilagajati, v resnici pa resnica je pa čisto drugačna. In to bo nekako vaša lekcija ovni, da to spoznate v tem tednu. In kot vidim, vam bo to uspelo, zato ker vam potem asa novcev, asa mečev. As mečev predstavlja neko jasnost, ko se v bistvu znebiš vseh nekih tistih uteži, ki te nekako vlečejo nazaj. In dobiš to moč, jasnost, zagon, energijo in potem tudi osmica novcev tukaj nakazuje, da boste v bistvu naredili nekaj nemogočega. Nekaj, kar se vam v tem trenutku zdi nemogoče, boste tukaj to znali nekako spraviti v neko formo ali pa v bistvu nekako spraviti to, kar se vam zdaj zdi nemogoče, boste nekako uspeli spraviti do te mere, ko si v tem trenutku še sploh ne morete predstavljati. In to vam bo dala moč lih ta dogodek, ta kolo usode, ki bo prišel v vaše življenje in bo marsikaj spremenil, ampak seveda v pozitivno smer. Potem pa imamo v tretjem tednu karto pravica. Nekaj boste dajali v ravnovesje. To se zelo verjetno nanaša na ta prvi teden, ko bo dosti teh nekih energij, ki jih boste mogli uravnavati. Tukaj boste potem že nekaj sprostili. V tretjem tednu pa boste nekako iskali neko ravnovesje. Mogoče ta čustva, ki jih boste premagali, bodo v vas v bistvu naredila nek občutek praznine, kot kadar se dolgo časa recimo podrejaš neki osebi ali pa neki situaciji in potem, ko se končno znebiš te situacije, imaš včasih, vsaj na začetku, imaš nekako občutek, kot da ti zdaj nekaj manjka, ker ni več neke osebe, ki ti teži, ker ni več neke situacije, ki te obremenjuje, ne. In tukaj boste nekako oni iskali to ravnovesje nazaj, da nekako zapolnite to praznino, ampak tokrat z nečim boljšim. Poglejmo dogodke. Evo, karta smrt obrnjena narobe, imamo trojko palic obrnjeno narobe, imamo osmico mečev obrnjeno narobe. Zanimivo. Skoraj vse karte so obrnjene narobe. To lahko tudi pomeni, da se boste ovni predvsem ukvarjali s preteklostjo in nekimi preteklimi izkušnjami, kot sem že v bistvu prej omenila. Zdaj, dogodki v tretjem tednu, tukaj imamo karto smrt. Karta smrt nakazuje na zaključek nekega obdobja. In to je točno to, kar sem rekla. Ta jasnost, ta sprememba vam bo dala tako moč, da v bistvu, da boste uspeli zaključiti neko situacijo, ki vas je bremenila ali pa omejevala ali pa kakorkoli negativno vplivala na vaše življenje. In potem bo prišlo neko tako obdobje, ko boste v bistvu videli pred seboj to pot in nekako boste čakali na tisti dogodek, da se bo nekaj zgodilo, da boste lahko potem naredili naslednji korak. Ampak, kot vidite, se to ne bo tako hitro zgodilo, ker tukaj imamo osmico mečev obrnjeno narobe. Nekako boste še vedno polni dvomov, če dejansko lahko uspete v tem, kar ste si zadali, če vam dejansko lahko uspe uresničiti to željo, ki jo imate, ki jo nosite v sebi. In nekako je tukaj videti, kot da boste pripravljeni na naslednji korak, ampak pol bo se nekaj zgodilo, kar vas bo spet nekako spomnilo na te čase, ko ste bili omejeni. Ampak to bo samo, ne vem, to bo trajalo 2 do 3 dni, tako da
jaz mislim, da ne bo nič takega, sploh ker imamo tukaj tako lepo karto. Evo, tukaj kot lekcije imamo kralja mečev in kočijo. Vaša lekcija bo torej tukaj, da ostanete jasni, zbrani, to jasnost, ki boste dobili v sredini februarja, da peljete še naprej proti drugi polovici februarja. Točno morate vedeti, kakšni so vaši cilji, kakšne so vaše želje in ohraniti to jasnost v sebi. Ohraniti to zavedanje, da so pred vami izzivi, da jih vidite, ampak tudi to zavedanje, da veste, da jih lahko premagate. Karta kočija je ponovno v bistvu nekako sporoča to sporočilo na podoben način. Če vidite tukaj tega možička in tukaj ima dva konja, beli konj gre v eno stran, črni konj gre v drugo stran in te konji predstavljajo ravno to, v bistvu te dvome na eni strani in srečo na drugi strani. Nekako boste, kot da vas bo nekaj vleklo v eno stran, nekaj v drugo stran, ampak tukaj je pomembno, da ostanete zbrani, da ostanete jasnih misli, da veste, kaj si želite in da greste naprej kljub temu, da vas zaenkrat še premetava iz te strani na drugo stran. Ampak v 4. tednu imamo kralja palic. To je potem recimo zadnjih 7-8 dni februarja. Tukaj vidite, da boste zelo samozavestni, da boste uspeli v bistvu premagati neke ovire, neke situacije, ki vas omejujejo in tukaj boste dobili tudi dosti energije in zagona, predvsem pa zavedanja, da lahko uresničite to vašo željo. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo 7 palic, 2 kelihov in stolp obrnjen. Ja, v 4. tednu vidite, da boste ovni končno postavili neke meje. Boste povedali tem ljudem, ki vas omejujejo, ali pa situacijam, boste nekako dali jasno vedeti, da ne boste šli čez neke določene meje. Postavili boste svoje meje in tukaj boste trdno stali za njimi. In ravno to, ko boste vi določili te meje, ko boste rekli, ok, do tukaj grem, naprej pa ne, takrat se bo zgodilo nekaj lepega. Tukaj je videti neka združitev. To je lahko recimo v odnosih, sploh če ste samski, je to lahko neko novo partnerstvo. V odnosih, če imate nek odnos in recimo v odnosu dosti nekih izzivov, lahko to pomeni, da bo to zaključek nekega težjega obdobja v vašem odnosu in se začne potem neka združevanje, neko lepše obdobje. Zdaj, če je to na poslovnem področju, velja enako. Tukaj boste v bistvu nekako tekom meseca februarja boste se znebili teh nekih negativnih situacij in tukaj se potem lahko pojavi ali neka nova služba, lahko se pojavi neka nova pot, lahko se uresniči neka želja poslovna ali pa dobite kakšnega poslovnega partnerja in skupaj nadaljujete neko zgodbo. Se pa potem konec februarja zgodi nek zanimiv dogodek, ki bo mogoče malček stresel vaš svet, ampak na dober način. Karta stolp vedno predstavlja neke dogodke, na katere sami nimamo vpliva, podobno kot karta kolo usode. S tem, da kolo usode v bistvu samo zamenja okoliščine, medtem ko karta stolp pride zato, da uniči nekaj, kar ne funkcionira. Ker je obrnjena narobe, pomeni, da v bistvu, da bo to nekaj dobrega, kljub temu, da se mogoče nekako na začetku ne bo zdelo tako, se bo na koncu izkazalo, da je bila to kot neka zelo dobra priložnost, da potem lahko ta odnos nadgradite. Zdaj, če pogledamo tukaj, imamo tukaj 2 figure na tej karti in na tej karti imamo tudi 2 figure, ki pa skačejo dol z tega stolpa oziroma gor. In jaz bi rekla, da tukaj gre za neko pač bo prišlo do neke združitve ali z vašo željo ali z neko osebo. Potem pa bo bil nek zunanji dogodek, ki bo ta odnos ali pa odnos med vami in to situacijo nekako navidezno tako, kot nekako šokiral. Ampak ta šok bo v bistvu pomagal, da se ta odnos razvije še bolj. To je recimo, ne vem, zdaj mi padlo na pamet, v bistvu sem zdaj že izgubila to, kar mi je padlo na pamet. Ne vem, nekako se mi to zdi kot recimo, da, ne vem, če dam en primer. Spoznaš neko osebo in se v njo zaljubiš ali pa, ne vem, začneš nek odnos
Potem pa se zgodi neka, recimo gresta nekam in se tam zgodi neka nesreča, ki izgleda zelo tako travmatična in mislim, ali pa mogoče ni nujno, da bo zelo travmatično to vse skupaj. Ampak recimo se zgodi nekaj takega, nek šok, nekaj mogoče neprijetnega, ampak ravno tista situacija, ko si v neki taki preizkušnji, ti pomaga pol, da se s to osebo še bolj združiš, še bolj povežeš in še bolj nadgradiš odnos. In točno to se bo zgodilo pri vas, ovni. Se pravi, neka taka situacija, ni nujno, da bo to nek velik šok, ni nujno, da bo to, ne vem, da bo karkoli, ne vem, drastičnega narobe. To lahko čisto neka taka malenkost, kot, ne vem, zdaj mi prišel tak nek butast primer na pamet, ampak nima veze. V glavnem, dajmo pogledati lekcije. Če bo pomembno to sporočilo, vam bom že predala naprej. Ok, vaša lekcija je v bistvu, imamo 2 mečev in 10 novcev. Ja, in 2 mečev točno to, kar sem prej rekla. Postavljate vaše meje in rečete, da ne greste več naprej. Tukaj se vidi, kot da boste v bistvu, kot da boste rekli, ne zanima me, jaz hočem tako. In zdaj, če hočeš ti tako, bo tako, če ne pa pač umakni se iz situacije. Nekako, kot da boste tle prevzeli celo vaše, ne vem, vse boste nekako vzeli v vaše roke in tukaj je, kot da bi bilo, ne boste se obremenjali s tem, kaj se bo dogajalo okrog vas. Če je drugim to, če drugim to všeč, če ni všeč. Tukaj vidite, kot da boste nekako čisto v svojem svetu, pripravljeni boste na vse in pripravljeni boste na to, da nekaj dosežete. Ali gre to za neke meje, ali gre to za neko željo, ali gre to za neko osebo, pač karkoli. Tukaj boste zelo, zelo tako sebični, ampak na dober način. Včasih sebičen pomeni v bistvu, da skrbiš zase in da skrbiš za to, da si ti srečen. In šele, kadar si ti srečen, lahko razveseliš druge ljudi. Zato sebičnost ni nikoli slaba stvar, razen če je v bistvu z nekimi negativnimi, z nekim negativnim pristopom ali pa ciljem. In vaša lekcija je tudi še 10 novcev, kar nekako nakazuje, da boste v tem tednu mogli prepoznati, da imate v bistvu, da je v vaše življenje prišlo nekaj lepega, nekaj stabilnega. In to je to. To je ta dogodek, ki bo v bistvu predstavljal za vas nekaj pomembnega. In v tem boste mogli prepoznati v bistvu tisto nekako kot neko zlato, no, ne vem, kako bi rekla. Se pravi, v tej situaciji prepoznati nekaj pozitivnega, nekaj res tistega, kar vam mogoče tisto res ta pravo željo, kot sem rekla na začetku, ne, nekaj se vam bo uresničilo, ampak mogoče boste spoznali, da to ni tisto, kar ste si želeli. In potem v bistvu na koncu meseca se zgodi ta nek dogodek, ki mogoče navzven ne izgleda tako dober, ampak v njem boste mogli prepoznati tole vašo lekcijo, to vaše darilo, vašo izpolnjeno željo. Ovni, čaka vas res zanimiv mesec. Upam, da vam je bila napoved všeč, upam, da ste se z njo poistovetili. Če vam je bila, definitivno stisnite mi kakšen like. Če imate kakšno vprašanje, napišite spodaj v komentarje, lahko me tudi kontaktirate na Facebooku. In ja, to je to. Želim vam veliko sreče, ovni, in ne pozabite, da zaupajte vaši intuiciji ta mesec. Lepo se imejte in se vidimo potem konec meseca z novo napovedjo za mesec marec 2021. Čau, čau!